Dobro večer, dobrodošli v drugem delu podcasta Duhovnik v poslu. Jaz sem Marko, z mano je duhovnik Janez, s katerim nadaljujemo tokrat pogovor o tem, kakšne vrste posel je duhovništvo. Janez, živijo. Živijo. Si v redu? Fajn sem. Da, super. Ja. Janez, 19. marca v Katoliški cerkvi praznujemo slovesni praznik v čast svetemu Jožefu, možu Device Marije. Naslednji teden, 25. marca, pa praznujemo Gospodovo znamenje Mariji. Skratka, zelo tako, mož in žena, zakonca. Med obema praznikoma se obeležuje teden družine, in če se strinjaš, bi se tokrat lotila, ne bova lotila finančnih vprašanj še, povezanih s tvojim poslom, ampak vprašanj v zvezi z družino. Namreč zakaj? Zaposlenim odraslim v bistvu predstavlja usklajevanje službenih obveznosti pa družinskega življenja v bistvu problem pogosto, in še prepogosto na škodo družine. In bi v bistvu zato želel tako z enim vprašanjem, ki ima dve plati, začeti in pol naprej, ta vidik ga poglobiti. Tako da bi te vprašal v bistvu, kdo je tvoja izvorna družina, mogoče na kratko orišeš, in kdo predstavlja tvojo družino, dodajam narekovaje, lahko pa tudi brez, če misliš, da temu je tako, danes, tvoja družina danes, tako vedoč, da si neporočen. Tako da, morda s tema dvema, tako. Moja izvorna družina, poleg staršev, ki so se ob poroki naselili v Trbovljah, kjer sem torej rastel, so bili še trije bratje, jaz sem tretji po vrst. Za mano so bili sicer še trije, od katerih dva nista rojena, ker sta umrla, preden sta se rodila, potem je pa še Jurij. Tako da smo na tem svetu štirje, pa dva nerojena. Od tega sta prva dva poročena, jaz sem duhovnik, Jurij, te zadnji pa še ni še naredil življenjske odločitve. Vsak od nas pa živi na svojem. Moj oči je vdovec, živi sam, dva brata poročena z družinama, en v Sloveniji, en v tujini in najmlajši brat s punco v Sloveniji. Pa ta druga plat, kdo predstavlja tvojo družino danes? Zdaj, a bi ti rekel, da to z narekovaji moramo reči ali brez? Kako je s tem? Jaz bi rekel oboje, pod narekovaji, ker to kljub vsemu ni družina, in hkrati, kar se tiče predvsem brez narekovajev, bi rekel takrat, kar se tiče naših odnosov. Jaz trenutno živim v župniji, kjer smo trije duhovniki, živeči v isti bajti in živeči v istem gospodinjstvu, kar pomeni, da imamo vsak svojo sobo, vsak svojo kopalnico, imamo pa skupno jedilnico, skupno kuhinjo, skupno kapelo in skupno dnevno sobo. In torej nismo družina, ker družina ni random, ampak je definirana enota, ki ima pač svoje zakonitosti. Iz tega vidika nismo družina, smo pa družina, kar se tiče odnosov, ker pač si delimo življenje. Od zjutraj do zvečer, tako rekoč, po noč niti ne, nimamo nekih kronično bolanih ali pa ni nam treba po noč vstajati ali pa tako, lahko pa tudi, ampak delimo si mnoge prostore, kjer se zgodi veliko vsakdanjih stvari in torej tam se dogajajo naši odnosi, ki pa so družinski. Pa ste pač neporočeni, ste duhovniki, katoliški. Vsi trije. In tudi, ko rečeš, ne vem, če je to treba ali pa če je to smiselno reči, ampak poudarjam, da vsi trije smo neporočeni in živimo celibat z vsem srcem dejansko. Ok, saj to je posebna tema, mogoče v tem kasnejšem podcastu, Zdaj, tako pač omenil sem to usklajevanje, to pač nam, bom rekel, družinskim osebam, z otroki predstavlja precejšen izziv. Zdaj, a se duhovniki v svojem poslu v takih situacijah svojo, bom rekel, to družino, ki si jo opisal v tem drugem delu,
so kakšna taka, bom rekel, trenja ali težave usklajevanja, ko morate take stvari usklajevati, ali je to, bom rekel, nekaj čist, kar se ne aplicira na vaše življenje? Jaz mislim, da imamo, dejstvo je, da imamo usklajevanja in jaz mislim, da ob teh usklajevanjih tudi pač pridemo do situacij, ki so podobne vašim, ki jih živite v družini, po mojem mnenju. To rečem zaradi tega, ker pač kakor vas poznam, vas ali pa kjerokoli drugo družino, no. In občasno ob teh usklajevanjih tudi med nami pride do trenj. Niso pa tu ista trenja, kakor pri nekem družinskem življenju, ker pač niso zraven otroci, ampak smo 3 odrasli. Zdaj, jaz sem zdaj 10 let duhovnik in nisem od vsega začetka in vedno živel v isti konstelaciji in sem pravzaprav šele zdaj v tej zadnji situaciji ugotovil, da če živiš res skupno gospodinjstvo, da narediš odločitev, da si deliš svoje življenje, potem pride do več konfliktov, do več trenj in do več prilagajanj. Tu sem ugotovil, rekel, in hkrati doživel rahlo šok, kar se tiče mojega egoizma, ker sem pač ugotovil, da se moram bolj prilagajati, kakor sem bil navajen, oziroma da se je prilagajati bolj, ko si navajen, težko. Hkrati sem pa ekstremno vesel, da živim to situacijo zdaj, pač zdaj že 3 leta, no, kar živim takole v tej situaciji in sem tega blazno vesel, zaradi tega, ker se mi zdi to dobro za človeka, da živi v eni situaciji, kjer ni vse samo na klik, kar se tiče ene želje, ki jo ima posameznik, ampak da je treba stvari usklajevati. Zdaj, mi usklajujemo urnike, glih tako kot ena povprečna familija, po mojem, ne. Se pravi, kdaj se bomo zjutraj dobili na skupni molitvi, kdaj bo kjer jedel, kdaj bomo jedli kosilo, ki je načeloma vedno skupno, kdaj bomo mogoče molili zvečer, kar ni pod mus, ampak se velikokrat uskladimo. Imamo 2 avta za 3 osebe, torej za 3 samostojne osebe, ne, za 3 osebe, ki imajo različna življenja v osnovi in torej se moramo tudi glede avtov pač dogovarjati. Recimo, jaz sem bil včeraj v hribih in sta bila oba avta odsotna in pač sem se mogel prilagoditi v tem, kam bom jaz šel v hribe in nisem mogel vzeti ključa, se usedeti v avto pa iti, kamor se mi je zazdelo. Usklajevati se moramo tudi glede gostov, kdo pride k nam, kdo kdaj pride k nam, ko velikokrat kakšne ljudi gostimo na kosilu, na molitvah in tako naprej, ali pa kam bomo šli. No, tako, no, ja. Torej, mogoče si izpostavim zanimiv vidik, ego se brusi ob ego, glih v teh družinskih odnosih, tako da to je mogoče res križ in blagoslov teh odnosov, Ja, točno to, križ in blagoslov, jaz sem ga blazno vesel, no, tako, čisto iskreno rečem, da na začetku, ko sem šele odkrival, no, gotovo je sama življenjska situacija, ko si čist svež, zeljan pa nov, se po definiciji brusiš, ko pa malo neke tirnice svojega življenja vstopiš, se mi pa zdi, oziroma jaz sem opazil, da pač vsak ego razvije svoje peskovnike, kjer se dobro počuti in ki se jih ne pusti vzeti, bomo rekli. In to ni dobro za človeka. In to sem jaz ugotovil zdaj šele, pač tako zares na svoji lastni koži, ugotovil sem pa tudi takrat, ko je bilo treba dejansko spremeniti načrt, ki sem si ga zastavil, oziroma sem videl, da sem ga bolj mogel spremeniti, kakor bi ga sicer, kakor sem se pač poznal, če bi bil sam. Ne rečem, da če sam živiš, sploh če si duhovnik na župniji, mnogo trenutkov je, ko ne moreš nekega načrta izpeljati kar tako, kakor bi hotel, ker da pač situacija v župniji postavi pred dejstvo, da je treba zjutraj vstati, da imaš čez dan toliko pa toliko obveznosti in tako naprej. In
ni življenje samo enega samega duhovnika na župniji, ne, nujno samo egotripično. Ne, je pa res, da če sam živiš, ne, tudi če imaš še tako poln urnik, ne, vedno se najdejo trenutki, ko razviješ pač malo nekega egotripa, tako se mi zdi. Ne. In zdaj, če pa v istem gospodinstvu živiš, je pa tu po definiciji, mislim, to, kar družine živite, ja, je pač križ in blagoslov. Omenil si, da si šel gore, v prejšnjem podcastu si tudi omenil svoj prosti čas, ki si ga vzameš. Zdaj družine zelo, bom rekel, potrebujemo ravno ta čas počitka, ta čas, da živimo to družinsko življenje, ker smo drugače čez dan narazen, in znotraj dneva, znotraj tedna, znotraj pač sezon in poleti še posebej rabimo dopust, letni dopust. In ta prosti čas, kako je z dopustom pri duhovnikih. Mislim, tako tudi omenil si v prejšnjem podcastu, kot da je to neke vrste že učitek, kot da se ne bi spodobilo duhovniku počivati, se rekreirati in se posvečati tistemu, kar ti obnavlja močino. Čeprav pač Gospodov zapoved pač pravi jasno, posvečuje Gospodu dan soboto, če ravno ni nujno to sobota oziroma nedelja, ampak kjerkoli drug dan, samo da je to dan počitka. Tako, kako je v bistvu z tem počitkom na vseh teh, bom rekel, časovnih različnih intervalih in pa dopustom, tako, pri duhovnikih. Pač vse zadnje je to pravica do letnega dopusta. Ja, kateremu nas škof vsakič znova spodbudi in to se mi zdi dobro, se pravi, ko se bliža poletje, vsi škofje svojim duhovnikom na srce položijo dejstvo, da ne samo, da nam pripada dopust, ampak tudi dobro za duha in za telo in naj si vendar vzamemo čas za dopust. V naši dekaniji velja, pač tako si rečemo, dekan pač reče, da mora biti dopust vsaj toliko dolg, da pokrije 2 zaporedni nedelji, kar pomeni, da imaš v julija ali pa avgusta 2 nedelji, ko ne pridigaš, ko nimaš skrbi, kako boš, ne vem, cerkev odpiral in tako naprej. Pač te razne, tako, vsakdanje skrbi. Se pravi, da je dopust dolg pač 2 tedna ali pa lahko je tudi malo več kot 2 tedna v enem kursu. Meni se je tudi na začetku zdaj sicer malo dolg, bil sem bržčas pod vtisom tega duha, da duhovnik, če je to prav, če se razdaja in tako, če je ves za ljudi, potem res ne bo tega razkošja si privoščil, da bo šel na dopust. Potem sem pač opazoval svoje brate in hkrati pač videl svoje življenje in sem ugotovil, da pač, če hočem spoštovati svoje telo in svoje zdravje, potem pač moram iti na dopust in da 2 tedna dopusta ni nič luksuznega, ampak je nasprotno nekaj potrebnega, pač kot človek. Če pa upoštevamo tudi to postavo, ali pa to božjo besedo, ki polaga svojemu ljudstvu na srce, potem je pa to jasno, da si mora človek vzeti tudi frej. Zdaj, jaz trenutno nimam nekih rekel, težav s tem, ko si bojo drugi mislili o meni, češ kak duhovnik sem, če si bom vzel frej dan, če bom šel na dopust. Jasno, da ne bom šel na dopust na Havaje ali pa tako. Spet pa ne bom šel samo v izolo, recimo. Mislim, lahko si zamislim tudi nek dopust v tujini, pa nimam s tem nič problema. Pač, tako. Ta letni dopust pač, polet, ker pač vidim, da to, kar tudi družine vidite, ampak zdaj, če si en duhovnik, rekel, v poslu na polno, pač isto junija čutiš, da si prišel do konca nekega loka in da je pošteno in dobro na dolgi rok, da si vzameš pač en kurs, ko odklopiš, ko se umakneš fizično, ko se psihično umiriš in ko si stran od interneta in od e-mailov, pač od vsakdanjih skrbi. Tu se mi zdi, da pač jaz to prakticiram,
V bistvu to je en počitek, drug počitek je pa na tedenski ravni pač, no. To, kar si omenil, Gospodova zapoved je sobotni dan, ki dobesedno v hebrejščini pomeni, ne, dan počitka, šabat. Jaz kot duhovnik si ga v soboto, ne, ki je dobila ime točno po hebrejski soboti, ne morem privoščiti, ker je to, bi rekel, najbolj prvovrsten dan za delo, sobota nedela, no, tako. Trenutno načeloma si vzamem ponedeljek pol, je za mene pač sobotni dan, če se pa kaj spremeni, si ga pa tudi pol čist v glavi prestavim na nek drug dan in rečem, ok, danes, oziroma ta teden bo pa, ne vem, sreda moj dan počitka. Kakorkoli, Gospod je dal to postavo, mislim, ja, Bog je dal, ne, svojemu ljudstvu zapoved, da 1/7 časa se ne ukvarjaš s svojimi vsakdanjimi posli pač, no. In tako, meni se zdi to, tako, ko že več let to še kar upoštevam, no, tako dosti redno in dosti, bi rekel, dosledno, vidim, da tu prinaša mnoge čist, bi rekel, psihološko-somatske dobre učinke, ne. Da si spočit, generalno, mislim, nisi scuzan, nisi kot cvota, ne. Nimam prebavnih motenj, nimam motenj spanca, sem samo v neki normalni kondiciji pač, no. In meni se zdi, da ta ritem, ne, da 6 dni delaš, en dan, da si povzameš frej, da je tudi, bi rekel, temelj tega, no, tako. Pa je, Janez, pa je opuščanje tega počitka zapovedanega pri duhovnikih pogost problem, mislim tako, ker to si mislim, da nekdo, ki se ne zna ustaviti, ne zna počivati, na nek način deloholik in se telesno se toliko dotera do nekega burnouta, izgorelosti, ne. Kako je pol, ne vem, recimo, pa naprej hočem napeljati, no, tudi na te bolniške odsotnosti, a ne, kako se v tem primeru nadomeščate, a ne, a je sploh kdo za nadomeščanje, a ne. In tako naprej. A koliko je recimo tudi prezentizma pri duhovnikih, torej, da pač razložim ta pojem, a ne, prisotnost na delovnem mestu tudi v primeru bolezni, no, tako mogoče to od opuščanja zapovedanega počitka do bolniške in prezentizma, kako? Ja, jaz mislim, da je opuščanja prostega dneva veliko, dosti, ne. To v enem sistemu, kot je župnija, ni tako težko, čisto iskreno. Zaradi tega, ker na župniji, ne, če si ti ena normalna župnija, imaš čisto konkretno non-stop ljudi, ki ti zvonijo, ki ti pridejo za pogrebe, ki hočejo krst, ki hočejo pač karkoli. Imaš finančne skrbi, imaš pastoralne skrbi, obiske, sestanke, verouk in tako naprej. Glavno, ful enih zelo raznolikih stvari, ki naredijo neko delovno okolje tako, da je blazno raznoliko in ni nekega res jasnega reda, ne. Ni reda v tem smislu, da tle je pisarna, tle je moj delovno mesto, tam, ne, je moj dom. To je vse skupaj malo pomešano. Ni jasno, kar se tiče časa, ne, delovnik traja od 8 do 4 ali pa pač kakorkoli. Lahko pridejo ljudje in jaz kot duhovnik jasno ne bom rekel, zdaj je pa že 15 minut čez uro, ne, v bistvu sem že zaprl, ne, ker pač moj posel so odnosi in jaz tega ne bom nikoli naredil. In torej, ne, z tega vidika je zelo lahko reči, to moram še narediti, pa ne vem, pa sestanek se napoveduje, pa bom že drugič se spočil in tako naprej. Glavno, ti lahko en sicer prosti dan zelo hitro zapolniš, no, tako. Ali pa malo zapolniš, pa glih toliko, da te odvrača od, bi rekel, od duhovnega in psihološkega umika, ne. Ja. Kar se tiče... Omenil si, da si zdrav, da se gibaš, a ne. Kaj pa, če zboliš, kaj se zgodi, Janez? Gotovo si že vendarle, kljub vsemu, da skrbiš zase dobro. V bistvu ne vem. A je že toliko tega? Ja, super, če ti je tako. Slovenski duhovnik je tako.
jaz vem, da smo zavarovani, zdravstveno zavarovani, ne, in socialno zavarovani tudi, za ta osnovni paket. Če pa zboliš, torej mi nimamo enega sistema, kjer bi mi pisali prisotnost na delu, kjer bi se mi upisovali, ne vem, danes imam delovni dan, oziroma, ne vem, če grem na dopust, da si pišeš dopust. Pač pišeš si dopust v moralni odgovornosti, ne, in si pač na dopustu, ne vem, tiste 2 tedna, polet, sicer pa, ali pa, ne vem, mogoče 2 dni kar tako, ne. Nimamo pa enega registra, kamor bi jaz sporočil, danes sem pa jaz na dopustu in me ni. Ko pa zboliš, ne, se v bistvu tu rešuje privat, bi jaz rekel, ne. S tem mislim, da pač jaz, ko zbolim kot župnik, ne, če sem župnik, čeprav nismo vsi duhovniki župniki, no, ampak kakorkoli, vsi duhovniki pa imamo neko službeno nalogo. In zdaj, če jaz zbolim, potem to službeno nalogo, kar se da, razpršim na druge, oziroma prestavim, oziroma kako drugače rešim na privaten način. Se pravi, jaz ne morem poklicati svojega šefa, ker moj šef je škof, ki operativno ni moj šef, ne, v smislu šefa v službi, ker ne delava skupaj, ker on ne ve točno, kaj jaz imam na urniku in tako naprej. Predvsem nas je pa preveč podrejenih pod škofom, ne, in on ne more 500 ljudi ali pa 300 ljudi pod sabo imeti, nemogoče. In torej se tu rešuje, bi rekel, med nami pač, ne. Recimo jaz zbolim v petek, v nedeljo se obetajo, ne vem, 2, 3, 4 maše in pač naredim največ možno, da bom dobil nekega duhovnika, da bo tisto, kar je absolutno nujno, nadomestil namesto mene, ne. Tu se kar prakticira pač, ne. Zdaj, v civilnem smislu pa v civilnem smislu pa pač pokličeš, si mislim, no, ker jaz prav na bolniški, ne vem, če sem že kdaj bil, odkar sem zaposlen, po mojem, nič se ne spomnim, no, da bi imel kdaj bolniško, ampak kakor jaz vem, moraš poklicati pa zdravnika, ki ti da neko potrdilo, ko pa pol s tistem bi naredil, pa ne vem, po mojem bi klical na škofijo, pa bi vprašal pač, kako se to naredi, v toliko, ne, da če sem jaz zdravniško, pač imam zdravniško, ne vem, potrdilo, da sem na bolniški, da pač dobim neko nadomestilo, ne, samo zdaj s temi bolniškimi je tako, ker jaz itak ne dobivam plače, ne, in nimam delovnih ur in nimam statusa in z tega vidika je tudi bolniška pač od do, se tu privat rešuje, kot se rešuje vse v življenju duhovnika. Ja. Janis, mislim, da bomo mogla o tem, kako zdravo živeti svoj poklic, poseben podcast posneti, glede na to, da v 10 letih duhovništva ne pomniš bolniške, ne, tako odlično, ne, Bogu hvala za to. Omenil si tudi, da je delo duhovnika, da so odnosi. Zdaj, tvoji odnosi z strankami, z ljudmi, ki pridejo do tebe, ki ti zvonijo, no, je morda tako znak enega dobrega duhovnika v svojem poslu, je to, da ima do strank, do ljudi neke vrste, bom rekel, zaupan, skoraj bi rekel družinski odnos, ne, niti ne toliko nadrejen odnos ali podrejen, v bistvu na nek način enakopraven. Tako, kakšni so v bistvu odnosi duhovnika v poslu do strank? Ali pa kakšni naj bi bili? Tako. Jaz mislim, da bili naj bi družinski, s tem, to se kar strinjam, in sicer zaradi tega, ker je tako, če pogledaš Svet pisem, ne, kjer je naš posel utemeljen, potem iz Svetega pisma izhaja, da je tisto, s čimer se mi bavimo, to je zaveza med Bogom in ljudmi. Zdaj tu ne morem drugače, ali pa po domače, ali pa poslovno reči, ker je tudi termin tehnikus, no. V Svetem pismu je pač ta koncept, da Bog sklene zavezo s svojim ljudstvom in mu omogoči, da živi tako, kot da bi bilo ljudstvo njegova lastna družina, njegovi lastni otroci. In da to ljudstvo lahko konkretno izkusi, da ima nekaj od tega, bomo rekli, ne, da Bog svojemu ljudstvu sredstva, ki služijo temu, da bo celotno ljudstvo, da bi vsi ljudje kar najbolj izkusili,
kako lepo je biti otrok od Boga. Vstopiti v njegovo lastno družino. In temu je namenjena cerkev in mi, duhovniki, njeni služabniki. Se pravi, duhovnik je postavljen zato, da je v službi vseh ljudi, ki so mu zaupani, recimo neke župnije, da bi tisti ljudje, ki na tej župniji živijo, lahko imeli vse na voljo, da bi prišli bližje k Bogu, da bi bolj okusili, kako lepo je biti njegov otrok. Recimo to se lahko doseže ali pa izkusi, ko greš k spovedi, ko se zavedaš, da v bistvu si kriv, da si delal stvari, ki jih sicer nočiš, stvari, ki bi jih hočeš, ki bi jih hotel delati, pa ne delaš. In je v bistvu ta zagata stalno prisotna in rešiš jo le tako, da greš k spovedi, kjer dobiš odpuščanje v imenu Boga, to ga jaz kot duhovnik podelim, zato sem tja postavljen. In ko dobiš odpuščanje od Boga, pride v tvojo zavest, v tvojo dušo in v tvoje telo, tvoje čustva, eno sredstvo, ki ni od tega sveta in ki ti je dano kot dar. No, in torej, če je zaveza med Bogom in ljudmi družina, potem je duhovnik tisti, ki ima v tej družini funkcijo očeta. Oče je pa namenjen temu, da ljudi potrjuje, da jim da kar rabijo, da jim da vse, kar rabijo za to, da bi svoj potencial najboljš razvili. To je v naravi stvari, bomo rekli, in to je v naravi cerkve, v naravi Božjega ljudstva, tako Božje družine. In zdaj, z tega vidika je moj odnos do strank družinski, je enakopraven, vedoč, da ima vsak človek svoje njemu lastno poslanstvo ali pa njemu lasten karakter, njemu lastno vlogo v tej družini. Noben človek, če tudi smo si po dostojanstvu enaki, ni drugmu enak in tako je treba ljudi upoštevati. Z tega vidika, z moje strani poskušam gojiti tak odnos, ki bo spoštoval posameznika v tem, kar je, v njegovi enkratnosti, zato, da bo ta posameznik lahko razvil to, kar je Bog od stvarjenja te osebe v njo položil. Po drugi strani imam pa pred sabo ljudi, ki imajo pa že neko predispozicijo, in ta je pač kakršna je. In ta predispozicija bi jaz v grobem bi jo opisal takole. Obstajata dva tipa ljudi, ali pa trije tipi, dva tipa ljudi, ki so v cerkvi, potem pa še en tip ljudi, ki so izven cerkve. Ta zadnji tip ljudi je pač, bi ga opisal kot, pač ne vejo točno, ali pa kdo duhovnik je, razen kar si predstavljajo, iz tega, kar ima, na TV-ju ali pa v cajtnikih vidijo. Drugače pa znotraj cerkve, znotraj kristijanov imaš pa dva tipa ljudi. Ene, ki so tradicionalni in so svojo vero in pripadnost cerkvi in torej tudi odnos do duhovnika na dober, strn način živeli in ponotranili. To bi bil tradicionalni pristop do duhovnika, kjer je duhovnik gospod, kjer se ga spoštuje, ker se ga spoštuje in kjer ima on zmeri prav. Pač tako, mogoče malo karikiram, ampak mislim, da preveč ne. Do teh ljudi sem videl, da pač najprej moraš upoštevati in spoštovati čustva in razpoloženje teh ljudi. In torej, če oni mene razumejo kot gospoda, ki ga pač po definiciji spoštujejo, jaz jim tu dopuščam, pa ne, ker bi mi godilo, da me oni tretirajo za gospoda in me onikajo celo nekateri, ampak pač čisto preprosto zaradi tega, ker jim dopuščam, da živijo to, kar oni so. In tle neke blazne družinske odnose, neke bližine, to boš težko, to je nažalost. To težko razvijaš, tle je pač vedno neka distanca, neka, bi rekel, neka uradnost. Uradnost, ker pač duhovnik je neka institucija, jaz sem pa samo človek. Tako, v smislu, ti greš do te institucije in preveč nimaš z njo, razen to, da ti da spoved in mašo in tako naprej. Drug tip ljudi
ki pa duhovnikovo srce, vsaj v mojem primeru je tako, bistveno bolj razveseljujejo, ne, in me tudi pretežno zanimajo, ne, so pa tisti, ki svojo vero živijo na tak način, da se zanjo odločajo, ker vejo, za kaj se odločajo in to hočejo živeti, in ne samo zaradi tega, ker so jih tako naučili, ne vem, doma. Ali pa, ker pač zmeraj smo šli k mažu, pač in tu jaz delam kar tako. Ne, se pravi, ljudje, ki so naredili neko osebno odločitev, ker so v veri spoznali nekaj, kar je za njih pomembno. In ta tip ljudi je pa pravi balzam za dušo in za duhovnika, zaradi tega, ker k duhovniku pride vedoč, da pred duhovnikom lahko dobi tisto, kar nikjer drugje na svetu ne more dobiti. Tu je pa dar, ki ga Bog daje. Ne? Recimo dar odpuščanja, dar resnične prisotnosti, dar zaupljivega pogovora in navdiha, ki ti ga Bog po tem duhovniku lahko da, zato da boš ti boljš videl svojo situacijo in boljš razločeval svoje nadaljne korake. In tako naprej. V glavnem, so ljudje, ki si naravno želijo imeti stik z duhovnikom, ker vejo, da samo pri njemu dobijo določene stvari. In ta tip ljudi, pri teh ljudeh je pa seveda način odnosa popolnoma drugačen. Tle gre pa res za to družinsko izkušnjo, kjer sem jaz sicer, Avguštin je rekel, sicer je bil on škof, ampak jaz bi rekel, mislim, zdaj bom parafraziral Avguština, ki je živel 1600-700 let nazaj, pred nami. On je rekel, v njem bi jaz rekel, jaz sem z vami sem Janez in z vami sem sokrščenec. In torej smo skupaj na poti Božje družine, proti sklepu našega življenja. Za vas sem pa duhovnik. Na nek način je rekel, da je tudi on otrok v tej družini Boga, hkrati pa tisti oče, ki povezuje otroke z Bogom, očetom na nek način. V bistvu si že kar precej odgovoril na naslednje vprašanje, ali je duhovniški stan ločen od drugih. Je meja in tako naprej med duhovniki in ljudmi in v bistvu kakšni bi mogli biti odnosi. Zakaj misliš, da se je to, bom rekel, splošni vtis je, da je več ljudi takih, ki ta tretji tip, ki bodi si ne vejo, kaj pravzaprav, kdo je duhovnik in kaj predstavlja, in pa ta drugi tip, ko si rekel, ko duhovnika doživlja kot institucijo. Vtis je, da je delež teh večji, kakor tega prvega, kako se ta razmerja pravzaprav spominja, kako bi mogli biti v cerkvi, glede na to, da si omenil tudi, bom rekel, da je vaše, bom rekel, delo v Svetem pismu nekako opredeljeno, a je morda tudi ta odnos opredeljen v Svetem pismu? Ja, po mojem je odnos najbolj opredeljen v osebi in v načinu življenja Jezusa Kristusa, kot ga evangeliji naslikajo. 4 evangeliji. Se pravi, da imamo 4 različne slike, tako če lahko rečem, ali pa 4 različne naracije, pripovedi o tem, kako Jezus živi, vedoč, da je Jezus tisti, v imenu katerega duhovnik deluje. Se pravi, moj model iz Svetega pisma je Jezus. Zdaj, je pa res, da ta model ni, rekel, nimamo priročnika o tem, kakšen odnos naj bi duhovnik oziroma kakšen odnos je Jezus živel, ampak imamo samo naracijo, mi imamo samo pripoved. In iz pripovedi, in mi imamo to sposobnost, ljudje, moramo pa povzeti ven značilnosti ali pa točke, ki so značilne za neko osebo, kot jo imamo v tej konkretni zgodbi evangelijev. Tukaj imamo pač Jezusovo podobo, ki je bil vse, od besnega do jokajočega. Bil je tisti, ki poučuje, in on, ki posluša. Bil je on, ki zavrača, in on, ki sprejema. In zdaj, vedno je vprašanje, kako jaz vem, ali pa kako naj razločim
pravilen tisto držo, ki naj jo jaz zavzamem v neki konkretni situaciji, vedoč, da tudi Jezus v različnih situacijah je različno reagiral. Do enih je bil odrezav, do drugih je bil grozeč. Jezus je veliko grozil, Jezus je dal hude napovedi. Recimo, če se ne spreobrnete, se bo z vami zgodilo isto. Razkosali vas bodo in vrgli v večni ogenj. Več ali manj. Tako. Ali pa do njega pride najhujša kurba in se pri njemu zjoka, malo, mislim, ga po nogah, se ga dotika, v svoji skesanosti, v svoji strtosti se ga dotika in hkrati joka in hkrati si želi, da bi slišala besedo odpuščanja in Jezus ji na to odgovori z besedo odpuščanja, rekoč, pojdi in ne greši več. V glavnem, odnos, ki ga Jezus zavzame, je vedno izhajajoč iz konkretne osebe, ki jo sreča. In težko bi rekel, da imamo nek standard ali pa priročnik pač. Ne vem, če sem zdaj malo preveč, mislim, če si mislim. Ne, v redu. Mogoče se tudi vrneva zdaj proti koncu tega podcasta na začetek. Sem vprašal glede tvoje družine, tudi tiste biološke. In bi te vprašal, mogoče če lahko podeliš, kako sta tvoj biološki oče in mama vplivali na izbiro tvoje poklicne poti. Domnevam, da je tukaj zdaj za celo knjigo vsebin in zgodb in njenih vtisov, mogoče nek povzetek tako za zaključek, ali pa tudi kakšno zgodbo vendarle, se je čas mava. Kako sta vplivala na te na izbiro, ali si bil spodbujan k temu, ali je samo nek zgled bil in je, ne vem. Ja, jaz mislim, da moja odločitev za duhovništvo je bila tako nek preplet tega, kar sem dobil v družini, pač pri svojih starših, in hkrati tega, kar sem jaz kot otrok najprej, pa pol kot študent doživel, ampak zelo osebno, tako mimo staršev in družine in vseh drugih ljudi. Po eni strani se verjetno niti ne zavedam vseh, se gotovo ne zavedam vseh razsežnosti, ki sem jih dobil, ki so vplivali name zaradi tega, ker so pač moji starši živeli kot so, ali pa ker so se darovali kot so se, pa jaz tega nisem niti zaznal oziroma niti ne vem. Vsekakor je na mene zelo vplivalo njihova odločitev, da še v času diktature, se pravi v času, ko nismo živeli v svobodni državi, da se ne samo v cerkev poročita, ampak da tudi svojo vero živita tako, da smo bili vsako nedeljo pri maši in da smo bili v župniji aktivni. Jaz sem rojen leta 80 in sem začel osnovno šolo leta 87, ja, 87 ali pa 86, ne vem več. In jaz sem takrat že vedel, da smo mi kristjani in da smo nekompatibilni z komunistično diktaturo. Jaz sem to vedel, tako kot otrok. Ne vem, to sem jaz dobil od staršev. Jaz sem vedel, da mi se ne strinjamo z režimom, s politiko in da smo njeni nasprotniki, ampak tega ne govorimo neki ful na glas. Jaz bi rekel, da to vedenje sem jaz dobil od očija, od mamice in jaz mislim, da tudi ta osnovni ponos, da sem kristjan in da sem kristjan na tak način, da se jaz odločim, da bom jaz se odločil za Jezusa in da bom v svojem življenju, zaradi tega, ker sem se to odločil, krščansko živel znotraj cerkve. To so gotovo neke karakterne poteze, ki jih zaznavam danes in sem jih dobil pač v zibki ali pa v gnezdu doma. Po drugi strani pa prav moja odločitev za duhovništvo izhaja predvsem iz
iz izkušnje, ki sem jo imel jaz zelo osebno. Ne. To je bila izkušnja najprej, ko sem bil star 12 let, kjer sem pač doživel res prvo osebno srečanje z Jezusom na zelo ganljiv, ampak zelo neznaten način, ki ga na zunaj prav gotovo ni bilo kaj dosti videti, ampak jaz sem imel duhovno izkušnjo prisotnosti Jezusa in zelo ganljivo in ta izkušnja me je vodila v precejšnjo gotovost, da si želim postati duhovnik in da bo to moja svoboda. Tej izkušnji se je pridružila pa še ena kasnejša, 10 let kasneje, ko sem bil star 22 let kot študent, in sem se zelo bojeval z vprašanjem, kaj želim v svojem življenju. Mogoče se s tem marsikaj ubada, ne, pač jaz sem študiral etnologijo in kulturno antropologijo in se v končni fazi nisem začel, čedalje manj sem se prepoznaval kot antropologa, pač da bi jaz to v svojem življenju. In ob tem spraševanju, bomo rekli, sem odprl svetpisem in sem dobil pač nek odlomek, naljato sem na nek odlomek, ki se je začel z besedo veliki duhovnik. In če sem povezal te dve izkušnji, ne, tisto ko sem bil star 12 let in to drugo pred 22 letih, sem zlahka prepoznal svojo željo in hrepenenje potem, da bi postal duhovnik. Pri tem konkretno pač ni bila moja familija zraven, ne, so pa sprejeli mojo namero, pa kasnejšo odločitev, ne evforično, pač pa z odobravanjem. No. In se mi zdi, da bolj, ko sem šel proti temu, da postanem zares duhovnik, no, ker je to še vseeno trajalo 7 let, recimo, ne, bolj sem čutil se sprijetega strani staršev. Janez, hvala za tvoje odkrito pričevanje ta večer. Mogoče bi na tej točki zaključila, nadaljujemo prihodnjič. Torej, vse, ki ste si ogledali ta podcast, če vam je bilo všeč, veste, kaj vam je storiti, lajkajte, naročite Janezov kanal, v komentarjih lahko pustite vprašanja za Janeza, jih bova vključila v prihodnje podcaste. In pa vabljeni, da si ogledate naslednji podcast, ki bo na sporedu 8. aprila. Tako da hvala lepa in pa lahko noč. Lahko noč.